Slovenska demokratska stranka je danes vložila v proceduro predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka. Vlada je želela kmetijsko dejavnost obremeniti kar z dvema davkoma. To je davkom na nepremičnine, kjer se obdavčuje tudi kmetijska zemljišča in kmetijske objekte, ki ga pa je na srečo vseh kmetov Ustavno sodišče razveljavilo. Drugi davek pa je bistveno povečan katastrski dohodek, ki je bil mišljen že v letu 2013, pa je v lanskem letu Državni zbor sprejel spremembo zakona, s katerim se je omejilo izračun katastrskega dohodka po novem zakonu iz leta 2011 na samo 10% povečanje katastrskega dohodka, v nekaterih primerih pa je tudi katastrski dohodek nižji, to je predvsem na njive. Tako se je bil izračun za lansko leto dobrih 48 milijonov. Če ne bi tega zakona mi vložili, bi pa prišlo za leto 2014 celo 300 milijonov katastrskega dohodka. To pa pomeni, da bi nekateri, recimo povprečna kmetija, tam 12 hektarjev, če je nosilec kmetije recimo upokojenec ali z neko povprečno pokojnino ali z povprečno delavsko plačo, bi po starem katastrskem dohodku moral doplačati približno 600 evrov dohodnine, ker katastrski dohodek je osnova za izračun dohodnine. Če bi bil uveljavljen pa ta zakon brez popravka, pa bi moral plačati 2300 evrov. To je nenormalno visoko, zato ker vlada ni do sedaj naredila nič, ker bi moral GURS že do 20. septembra dati nov pogled, nov izračun, da se kmetje lahko odločijo, na kakšen način bodo obračunavali dohodke, ali na podlagi pavšalne ocene dohodke, ali na podlagi vodenja knjigovodstva in ugotavljanja dohodka z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, ali dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov. Tega kmetje za letošnjo leto niso imeli. Nujno pa je do 20. junija sprejeti ta nov zakon, drugače bo res doletelo prava katastrofa v naslednjem letu vse kmete. No, s tem zakonom želimo mi dve spremembe. Ena je določitev pravične in sorazmerne davčne obremenitve za slovenskega kmete, s tem zagotovitev njegovega obstoja in delovanja v prihodnje. Namreč vsi vemo, kakšna težava imajo naši kmetje, ker imamo 2/3 kmetijskih zemljišč z omejenimi dejavniki kmetovanja, to se pravi, ne moramo biti konkurenčni, in da faktorski dohodek pada vsako leto, bi ta nenormalna obremenitev samo pospešila še tako zaraščanje kmetijskih zemljišč, kot padanje še tega faktorskega dohodka. Mi želimo s tem zakonom prinesti rešitev, s katerim bi se višina katastrskega dohodka v letu 2014 in 2015 se omejuje enako kot v 2013, to se pravi, bo izračunanega katastrskega dohodka približno 48 do 50 milijonov in s tem se zasleduje tudi načelo sorazmernosti preko prilagajanja novih izračunov realnim višinam dohodkov. Druga zadeva pa je, da s predlogom zakona tudi skrajšujemo obdobje, v katerem mora GURS preveriti skladnost kalkulacije z ravnijo tehnologij in produktivnosti kmetijske in gozdarske dejavnosti v Republiki Sloveniji iz 5 let na 3 leta. Namreč spremembe so tako velike, tako v tehnologiji kot v produktivnosti, da je po našem mnenju 5-letno obdobje predolgo in zato ga skrajšujemo na 3 leta. S tem mislim, da dajemo tudi vladi možnost, da se na novo izoblikuje te kalkulacije
Namreč na novo se izdela tudi lestvice. Po tem katastarskem dohodku je naše mnenje, da je prevelik katastarski dohodek za trajne nasade in gozdove, predvsem za ekstenzivne sadovnjake. Tako kot ostale države bi po našem mnenju bilo prav, da bi se ugotavljala proizvodna sposobnost posameznih kmetijskih zemljišč, ne pa ocenjuje pridelek oziroma kultura, ki je na posameznem zemljišču, ker to bi uvedlo neko trajnost, ne bi bilo potrebno tako pogosto ugotavljati te spremembe in bi bistveno tudi skrajšalo oziroma zmanjšalo delo pristojnih organov, ki to določajo.